Če zdaj zaklenemo svojo prihodnost v TEŠ 6, pomeni, da je razprava močno okrnjena in nam ostane malo možnosti za resnično razpravo, malo možnosti za izbiro tiste prave poti za trajnostni razvoj. Prva stvar, ki jo bi morali narediti za odločitev o TEŠ 6, bi morala biti prenovljena strategija razvoja Slovenije. To bi morala biti prva točka. Iz ciljev prenovljene strategije Slovenije, ki jo v tem trenutku krvavo potrebujemo, bi moral biti opredeljen nacionalni energetski program z zelo jasnimi cilji. Na tej osnovi bi moral biti izdelan podnebni zakon in podnebna strategija Slovenije in šele v zadnji fazi, na osnovi prej sprejetih odločitev, se bi odločali o termoelektrarni Šoštanj, bloku 6 in o nadaljevanju jedrske opcije v Sloveniji ali pa drugače zasnovanem energetskem scenariju. Mi pa se najprej sprašujemo o tem, ali bomo imeli blok 6, nimamo pa predstave, kako bo potekal razvoj Slovenije, kateri so ključni nacionalni, razvojni, okoljski in socialni cilji, ki jih moramo doseči, kako bomo krili potrebe energije, ali bomo porabo energije povečevali, stabilizirali ali zmanjševali. Ne, mi se pogovarjamo o bloku 6 termoelektrarne Šoštanj. In to je popolnoma skregano, zdravo, razumsko razmišljanje, kako se opredeli do tega problema. Zato mi zdaj vlečemo zavoro, nič drugega kot vlečemo zavoro, po mojem mnenju, vsaj 5 let prepozno. To je bistvo tega problema. Enostavno, široke, strokovno, podprte in politično nevtralne razprave o prihodnosti slovenske energetike nismo imeli. Vedno poteka ta razprava vročično, politično napeto, čeprav gre za temeljna strateška razvojno-okoljska vprašanja. In to je temeljna pomanjkljivost naše družbe, ki v tem trenutku deluje popolnoma frustrirano. In meni je popolnoma jasno, zakaj se vlada v taki zapleteni situaciji tako obnaša, da enostavno to odločitev časovno odlaga, kar je seveda zelo napačno. Ker mi se ne moramo opredeliti niti o tem, ali je potreben referendum ali ne, ker najprej mora izdelati stališče vlada. Potem se lahko šele pogovarjamo o naslednjih korakih.